Vsem zbranim in topel jesenski pozdrav in seveda tudi gostom in seveda gospodu Baumanu, ki je naš udeleženec tega slovesa. Predsednik Republike, gospod Boruta Pahorja, glede na to, da smo slišali, kot veste, iz javnih občil, se nahaja v Yorku na zasedanju Generalne skupščine. Pooblastil me je, da v njegovem imenu vas pozdravim, da vam ob tem lepem prazniku zaželim veliko telesne in duhovne energije in vam iskreno čestitam. 23. september pravzaprav je izredno lep dogodek, kot je bilo že omenjeno, je bil izbran za naš praznik. Olimpijski komite je dal ta predlog, parlament je o tem razpravljal in seveda sprejel. Dan pa, kot mnogi veste, je izbran zato 23. september, ker so naši olimpijci Luka Špik, Iztok Čop in Rajmund Debevc osvojili prve medalje za našo Slovenijo. Kaj nam pravzaprav pomeni ta? Pomeni nam, da nas opomni in poziva k telesni vsestranski aktivnosti, k gibanju, v katerem pridobivamo osnovne spretnosti, moč, vzdržljivost, ki je še kako pomembna v vsakdanjem življenju. Športniki, ali vrhunski, ali na nižji ravni, se morajo pri svojem delu odreči marsičemu, biti disciplinirani, odgovorni, predvsem pa biti kolegialni, pomagati drug drugemu, biti spoštljivi in to nas pravzaprav šport preprosto uči na vsakdanje humane navade. Bili smo kot država izjemno uspešni in smo uspešni. Zato mislim, da moramo biti ponosni, da se moramo zavedati vsebine, ki nam pravzaprav ta okvir tega praznika nalaga. Vsebina pa je, da se ukvarjamo s telesno kulturo, z načinom pravilnim za življenje, zato da bomo ohranjevali zdravje in pa seveda tudi sebe nadgrajevali. Ponosni smo na to, kar smo dosegli. Seveda pa je treba se ozreti nazaj in ne pozabimo, da pravzaprav športni rezultati, športno aktivnost in športno udejstvovanje sega daleč nazaj. Zato naj nam bo preteklost sveta kot sedanjost. Čestitam vam vsem skupaj za ta veliki praznik in želim vam obilo predvsem zdravja in uspeha. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi zbrani gostje na današnji slavnostni prireditvi. Vemo, da danes poteka praznik športa in to mislim, da je eden najlepših praznikov v Sloveniji, kajti zavedati se moramo, da šport je največji zdravnik za zdravo življenje, za zdravo telo in v vseh ljudeh, v katerih bije športno srce, v katerih se razvija športni duh, so zdravi, veseli, pozitivni in tudi njihova samozavest je močnejša in to človeka srečuje. Vodi ga po najtežjih poteh, dejansko ne čuti svojih preprek, ampak sledi svojim ciljem in je uspešen. In zato se moramo zavedati, da vsi ljudje, ki se predajajo športu, so dobri ljudje, so, verjamem, da pošteni in predani svojemu delu. Zato tudi vsi športniki stremimo, da je šport čist, zdrav in da smo uspešni ter zadovoljni, ker svoje cilje dosegamo na pošteni in pravični poti. Zelo sem počaščen, da imam danes lahko besedo pred tako spoštovano publiko. Še posebej bi pozdravil gospoda Mira Cerarja, velikana slovenskega športa, spoštovanega gospoda Baumana in naše športne delavce, našo slovensko športno eminenco, da sledite nam športnikom, da nam omogočate vse to, da lahko uspevamo
kljub svojemu trdemu delu, predanemu, ustrajnosti in vse, kar šport zahteva, če hočemo, da dosegamo rezultate, ki si jih vsi želimo, so potrebni tudi vaši koraki, ki jih delite z nami, da nam verjamete, da nam sledite, da vlagate v nas in da se na koncu skupaj veselimo. Najlepše je, ko pride športnik z velikih tekmovanj, ko ima na sebi odličje in ko mu ljudje iz spoštovanja stisnejo roko. Takrat so pozabljene vse sekunde trdega dela, vso garanje in takrat je veselje prepojeno med vsemi navijači, med športniki in med vsemi Slovenci. Kajti zavedamo se, da Slovenija je zelo športna dežela. Kot smo slišali iz predhodnih nagovorov, zelo spoštljive in pohvalne besede na račun slovenskega športa, kar mislim, da jih tudi dejanja opravičujejo in lahko smo ponosni, da smo Slovenci športni narod in da smo zelo spoštovani v svetu. Hvala vam.